Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Ližisorom, znova izvrstna zimzelena tema. 12 korakov nazaj k sebi. Današnja oddaja je namenjena prav posebnemu programu, ki sem ga jaz razvila že pred leti, ampak se ga bomo lotili malo bolj poglobljeno. Torej, v tej oddaji bomo povedali vseh 12 korakov, bomo jih opisali, potem pa jutri, se pravi 10.9.2024, na socialnih omrežjih, se pravi na Instagramu in na Facebooku, bomo vsak ta korak posebej pogledali, razčlenili, se malo bolj poglobili. Če gledate tole oddajo, ne vem, 10.9.2027, nič se bati, pejte na mojo spletno stran, pejte na Zavihek osebna rast, poiščite 12 korakov nazaj k sebi, našli boste tole oddajo in našli boste potem vse te korake razčlenjene malo bolj globoko. Kajti ljudje smo si različni, nekateri boste tole poslušali pa naredili na hitro, nekateri si boste resnično vzeli čas, nekateri si boste resnično vzeli kvaliteten, posvečen čas za sebe, za delo na sebi. Moje priporočilo pa je sledeče. Iz izkušenj vidim, da je daleč najbolje, če si za vsak korak vzamemo 3 dni in potem počasi te stvari redno apliciramo v svoje življenje. Se pravi, ne da nekaj samo naredimo, preberemo, rečemo, to bi bilo pa fajn, ampak da si nežno, postopoma nekako splaniramo te stvari, jih osvojimo, nekatere stvari vam bodo zelo blizu, nekatere se vam bodo zdele morda butaste, nekatere morda pa tudi že počnete. Torej, dragi moji, jaz ne bom več veliko dolgovezila, naj se prične 12 korakov nazaj k sebi. Naš prvi korak se bo pričel kar zjutraj. Takoj, ko se zbudimo, saj bi rekla, preden oči odprete, ampak predvidevam, da je treba budilko na mobitelu ali nekje izklopiti, tako da čim to izklopite, prosim, zaprite oči, pejte v tak nežen, miren kotiček v svojem srčku, v svojem umu, v svojem telesu in si preprosto zaželite dobro jutro. In pri tem uporabite svoje ime. Zelo je pomembno, za naš za naš razum, za naš analitičen procesor v glavi je to zelo pomembno. Uporabite svoje ime. Se pravi, bom rekla dobro jutro, Lili, vi boste rekli dobro jutro, Franjanska, če vam je tako ime, in ostanite v tem občutku miru. Lejte, spravo in zjutraj, ko sosede srečamo pred blokom, jim zaželimo dobro jutro. Ko pridemo v službo ali v šolo ali v trgovino, zaželimo dobro jutro. Torej, naj bo prva oseba, kateri zaželimo lepo jutro in lep pričetek dneva, pravzaprav mi. Naj bo ta prva oseba jaz. Torej, ko se dan prične, je fajn, da gremo v ta občutek in da morda potem po tem dobro jutro se objamemo, tudi fizično se stisnemo, si povemo, da se imamo radi in si povemo nekaj lepih, toplih, spodbudnih besed. Ta del prepuščam vam. Se pravi, dobro jutro in potem nekaj lepega, preden se celotni vihar dneva prične, ki je lahko sicer pa tudi najboljši dan, ki ste ga kadarkoli doživeli. Saj zjutraj pravzaprav, če smo iskreni, tega še ne vemo. No, ok, ampak to ni vse, kar je prvi korak, da ne boste mislili, da ste ga tako hitro odstvrnali. Ne. Jaz bi vas prosila, da za tale prvi korak si prekličete v misli osebo, ki jo maksimalno spoštujete. Nekdo, ki vas je morda navdihnil, nekdo, za kogar bi vi rekli, da je res carica oziroma je car, je maksimalno veliko dosegel oziroma dosegla na svojem področju, nekdo, ki ga dojemate kot resnično ultimativno wow osebo. Za nekoga bo to mogoče športnik, ki je presegel določene rekorde ali prišel z nekega zelo zahtevnega ozadja, pa uspel. Podobno lahko velja tudi v poslu, podobno lahko velja kjerkoli. Pravzaprav naj bo to oseba, nočem preveč zdaj tukaj sugerirati, ki je vas navdihnila in za kogar se vam zdi, da je pa res wow. Ja? Imamo? Ok, zdaj pa mene zanima, ali bi bili vi tej osebi všeč. In katere vaše vrline bi bile tej osebi zanimive, privlačne in katere vrline na tej osebi so za vas ključne? Kaj je bilo tisto, kar vas je pritegnilo? Ali je to, da je ta oseba nekaj presegla, dosegla, ali to, da je lepa, ali to, da je mogoče fizično zmogljiva, da je čustveno stabilna, itd. Znova nočem polagati vam misli in besede, ampak dam nekaj primerov. Se pravi, kaj je bilo tisto, kar vas je fasciniralo? Ja?
smo našteli, ker ustavite oddajo, če gledate na YouTube. Zdaj pa vi meni povejte, zdaj smo pa pri zanimivem delu, katere 3 stvari o sebi bi vi tej osebi skrili? Katere 3 stvari o sebi bi si želeli tej osebi prikriti, če bi imeli možnost to osebo na kavo oditi? Kar vzemite si čas, razmislite, definirajte te 3 stvari in šele ko boste imeli te 3 stvari definirane, gledajte naprej. Kajti zdaj me zanima, zakaj? Zakaj bi te 3 stvari tej osebi prikrili, skrili? Kaj je tisto, česar vas je sram? In ko boste na to odgovorili čim bolj natančno in ko boste šli v ta občutek, ki ni prijeten, pojmo še malo naprej. Kako bi lahko našli vsaj 3 načine za vse te 3 stvari, se pravi 9, da to spremenite v roku 1 leta? Kako bi lahko te stvari, ki bi jih vi spremenili, skrili, se jih sramujete, kako bi jih lahko spremenili v roku 1 leta? Če je to zdaj nekaj, kar ste vi storili v preteklosti, dragi moji, preteklosti ne moremo spremeniti, smo pa morda zaradi tega dogodka v preteklosti mi spremenjena oseba. Če ste se vi spremenili, če se vas karakter spremenil, potem jaz mislim, da tukaj lahko damo kljukico. In še zadnje vprašanje. Kako bi lahko pa te vrline, te stvari, ki jih vi občudujete pri tej osebi, pri sebi okrepili? Kako bi lahko vi bili bolj podobni temu, kar vas na tej osebi fascinira, kar je vas pritegnilo, kar vi občudujete? Se pravi, tukaj pa ne bom rekla 3 stvari za vsako stvar, ampak bom rekla nešteto, neomejeno načinov, kako lahko vi postanete bolj podobni tej osebi in s tem, da zaključimo prvi korak, postanete oseba, ki jo vi občudujete, vi spoštujete, vi za njo navijate in predvsem vi v njo, se pravi v sebe, verjamete. In to je prvi korak od 12 korakov nazaj k sebi. Izvajajte ga 3 dni zapored, celo vajo, vse to vprašanje, prosim, vse 3 dni posebej izvajate, ker ti vam zagotavljam, da prvi dan in zadnji dan odgovori ne bodo isti. Ok? Jej! Pejmo zdaj k drugemu koraku. No, naš drugi korak pa nas bo potegnil nazaj v naše otroštvo. Se pravi, poglejte nazaj svoje otroštvo, svoje mladostna leta. Katera ogledala, kateri vzorci, katere kritike so se takrat oblikovale v vaši nežni otroški podzavesti, v vašem egu, v vašem razumu, v vašem srčku, v vaši notranjosti, v vašem telesu, ko ste odraščali, ko ste bili mladostni, ko ste se razvijali v mlado osebo, ko ste bili morda malo upornika. Katera, bom rekla, morda ogledala iz tistega časa vam še danes malo škodujejo? A veste, kaj je dobra novica? Tako kot špego v kopalnici, lahko tudi ta ogledala zamenjamo. Pa dajmo. Torej, lahko se strinjamo, da ko se dojenček rodi, ga prav malo briga, koliko ima las, kakšno postavo ima, a zna matematiko. Zelo malo se obremenjuje s tem, kakšno barvo ima oči, a ima dolge nohte, kot ima trepalnic, a ima plat fus, a bo znal fuzbal špilati. In veste, kaj še je znova začilno za dojenčka? Ko mu nekaj ni prav, to pove, to vsi ve, potem vsi vejo, če je lačen, to vsi vejo, če je pokakan, to vsi vejo. Se pravi, nima težav s tem, da bi izrazil svoje nelagodje. Vse to se zgodi kasneje. To, da začnemo sebe kritizirati, to, da začnemo sebe opazovati, se primerjati z okolico, si želeti, da bi bili drugačni od okolice, dobivati neke prve kritike, graje, pohvale, ocene, kazni, nagrade, vse to se začne kasneje. In veste, tako kot lahko mobitel resetiramo na tovarniške nastavitve, gremo mi velikokrat nazaj na te svoje, jaz temu kar tako rečem, tovarniške nastavitve, to, kar smo mi v otroštvu, ranem otroštvu oblikovali, vse tisto, kar smo nekako vzeli za svojo resnico,
To so naše tovarniške nastavitve. A ste pripravljeni, da se jih lotimo? Ok. Če smo zdaj po prvem koraku prišli sem, me pa zdaj zanima, katere so bile 3 stvari, katerih ste se sramovali, ko ste bili vi otrok. Nekdo bo rekel to, da je bil štorast, nekdo bo rekel to, da ni imel tako dobrih igrač, kot jim so imeli drugi, nekdo bo morda rekel tudi svoje staršev, mogoče svojega brata, svoje sestre, ni važno, kaj je tisto, 3 stvari, ki ste se jih v otroštvu sramovali. Seveda vas bom vprašala, zakaj? Torej najprej naštejte te 3 stvari, bodite čim bolj precizni in na to čim bolj natančno opišite, zakaj. Je šlo to zato, ker ni bilo v skladu z okolico, ni bilo v skladu s pričakovanji okolice in tako naprej. Kaj je bil tisti razlog, da ste vi sklenili v svoji majhni, otroški, nedolžni glavici, da vas je sram? Kar vzemite si cajt, kar vzemite si čas, da boste to res definirali. Jaz vam priporočam, da tukaj oddajo seveda ustavite, to bom verjetno povedala pri vsakem koraku. Torej, zdaj pa bomo našli način, da bi vse te 3 stvari spravili v drugačen kontekst. In vas lepo prosim, da res ne odnehate vsak dan tega koraka, zapravi rekli smo 3 dni za vsak korak, vsak dan tega koraka se resnično potrudite najti 3 stvari, ki so pravzaprav prednost tega, česar vas je bilo sram. Se pravi, če vas je bilo sram vaših superg, kaj so 3 prednosti teh superg? In ne odnehajte, zelo je pomembno, dokler jih ne najdete. In potem, ko bomo doktorirali, ko bomo to izpolnili, ko bomo to odgovorili, ko bomo najdli te 3 stvari, verjamem, da v 3. dan bo to šlo že mnogo lažje in da bomo najdli še marsikaj, na kar sploh še ne bi pomislili prvi dan tega koraka, vas prosim, kako bi lahko karkoli v vašem življenju zdaj doživljate kot šibkost, spremenili v vrlino. Kako bi lahko karkoli vi doživljate kot pomanjkljivost, spremenili v vrlino, v svojo moč. Torej, najdemo čim več načinov, da vzorec, ki je za temi 3 stvarmi, da vas je bilo sram, spremenimo v neko prednost, v nekaj malo bolj konkretnega, v nekaj malo bolj pozitivnega. In tudi tu je pomembno, da ne odnehamo. Tudi če najdete samo eno stvar, v katero resnično verjamete in za katero resnično stojite, je dovolj. Ampak jaz vas spodbujam, seveda, da so vsaj 3. 3. korak naših 12 korakov nazaj k sebi pa se ukvarja z občutki krivde, preteklostjo, se pravi ne samo otroštvo, ne samo to, česa nas je sram, ne samo to, kaj bi mi spremenili, ampak dejansko občutki krivde. Torej, jaz vem, da to vsake oddaji povem, pa se mi zdi zelo pomembno, pa bom povedala še enkrat. Ni ga človeka, ki bi vse naredil prav. Smo ga pobiksali, še ga bomo pobiksali, prav pa je, najbolj prav pa je, da se iz napak učimo. Naj bodo naše napake, naše prijateljice, naše učiteljice in ne izvor občutka krivde, zaradi česar si mogoče potem ne dopustimo biti srečni, ne dopustimo razvijati, si bojimo pogledati ven iz naših obrambnih mehanizmov, si bojimo poskusiti še enkrat, zato ker nam nekoč ni uspelo. Za marsikoga je tudi to, da ni uspel splezati na drevo, da ni uspel dobiti 5 pri matematiki, dovolj razloga za občutke krivde, zaradi česar morda ne bo nikoli več poskusil splezati na drevo, se ne bo nikoli več niti drznil pomisli, da bi lahko imel matematiko 5. Vsi delamo napake, v celotni zgodovini človeštva se ni rodil človek, ki bi vse delal prav, ki bi vse znal, ki se nikoli ne bi zmotil, ki bi mu vse v prvo uspelo. Torej, zakaj bi to zahtevali od sebe? Edino, kar je pravilno zahtevati od sebe, pa je to, da prevzemamo odgovornost. Se pravi, ne, da se nekako valjamo v občutkih krivde, to so nizke vibracije, to je strah, to je ego, to je kazen. Ampak da smo konstruktivni. In dokler mi ne sprejmemo svoje preteklosti, dokler mi ne sprejmemo svojih napak, dokler mi ne sprejmemo tega, kar smo naredili narobe, se tudi iz tega ne moremo naučiti. Mogoče ponesrečen primer, ampak jaz pravim, če zobozdravnik najprej ne zvrta ven tistega kariesa z našega zoba, bo težko dal plombo čez, tako da bo za nas zob dobro. In podobno je prav, da mi zvrtamo ven
z maksimalno mero, bom rekla, kritičnega razmišljanja, pa tudi sočutja, naše napake, naše občutke krivde, se naučimo in gremo naprej. Zelo pomembno je, da gremo naprej. V prvem koraku, oziroma v drugem koraku sem tudi že omenila, če je to nek dogodek iz preteklosti, ki ga ne morete spremeniti, kar lahko spremenite ste vi. Se pravi, tudi če ste nekaj zelo tudi če ste nekoga zelo prizadeli, mogoče tej osebi ne morete te bolečine odvzeti, ne morete je pozdraviti. Lahko pa se za vse večne čase naučite ravnati drugače. In to je bistvo naših napak. Ne glede na to, kako zelo globoke in težke so, je seveda razlika, ali smo mogoče dali malo preveč sladkorja v kavo, ali smo pri neki zahtevni operaciji naredili ključno smrtno napako. Seveda so te stopnje različne, ampak na koncu dneva je zelo pomembno, da sprejmemo odgovornost, da prepoznamo, kaj bi lahko naredili bolje in da se tega učimo naprej. Dokler pa smo mi v občutkih krivde in se mogoče valjamo v tej preteklosti, v temu, da smo to naredili narobe, kajti se vsi poznamo ljudi, ne rečem, da ste to vi, ampak vsi poznamo ljudi, ki so nekako v vlogi žrtve in zdaj kar nič ne morejo, ker so se, davnega leta 1380, ko so bili še kavboji in indijanci, zmotili in so izpulili redkev namesto korenja. A veste, kako absurdno je tole zdaj bilo slišati? In podobno absurdno je, da ostajamo v nekem trenutku v preteklosti predolgo časa. Ne rečem, da nekateri procesi učenja ne zahtevajo daljšega obdobja. To je nekaj popolnoma drugega. To, da pa imamo mi to skoraj da že za izgovor, da ničesar ne moremo, pa absolutno ni konstruktivno za naše življenje in absolutno ni naš avtentičen jaz. Spravi, sprejmimo preteklost in potem predelajmo, naučimo se za naprej, spustimo, gremo v nov dan in gremo v nov jaz. To je bistvo tretjega koraka, kako priti nazaj k sebi. Se pravi, da se osvobodite teh spon krivde, strahu, vsega tega, kar bi lahko izgubili, vsega tega, kar ste izgubili. Vsi delamo napake, ene so malo večje, druge so malo slabše. Na noben način ne želim minimizirati tega, ampak veste, ljudje okoli vas, svet, življenje vas potrebuje v najboljši možni obliki. Torej, dajmo iz vsake napake sebe izoblikovati ven kot boljšo osebo. Torej, ne valjamo se v obupu, ne bodimo žrtev naše lastne napake. In zdaj, dragi moji, mi naštejte prosim 7 stvari, za katere ste danes prepričani, da bi v preteklosti, če bi imeli še eno priložnost, ravnali drugače. Bi se drugače odločili, bi drugače stvari zapeljali. 7 stvari, ustavite tale video, prosim najdite, napišite, ne glejte naprej, dokler jih ni vsaj 7. Lahko jih je več, naj jih ne bo manj. Ok. Recimo, da ste zdaj že vse to napisali, za vseh teh 7 stvari, seveda me zdaj zanima, zakaj. Zakaj bi se v preteklosti drugače odločili? Za vseh teh 7 stvari, prosim, to dopišite in potem se bomo pogovarjali naprej. No, zdaj pa poiščimo nauke iz teh 7 napak. Kaj je tisto, kar ste obžalovali in kaj je lahko plus tega? Se pravi, če ste se narobe odločili, mogoče ste nek odnos prekinili, mogoče ste naredili nekaj takega, kar vas je stalo vašega prijateljstva, morda celo službe, morda neke priložnosti, za katero obžalujete in ste prepričani, da bi vas zelo, zelo osrečila. Za vsako to stvar dajmo najti nauk, zakaj smo mi danes drugačna oseba zaradi te napake, kako nas je ta napaka izoblikovala. Zdaj pa dajmo dobro razlikovati med naukom in obrambnim mehanizmom. Takrat sem se opekel, zato zdaj nikoli več tega ne bom poskusil, ni nauk, je obrambni mehanizem. Takrat sem se opekel, zato vem, da se bom naslednjič tega lotil drugače. In kako je to drugače, pa je nauk. Kar zahteven korak, kaj ne, ker nekaj časa verjamem, da nam bo vzel, da bomo lahko vse to zanalizirali, pregledali, se sami seboj zmenili. In zadnje vprašanje je, kako nas lahko pravzaprav ti dogodki, na katere nismo najbolj ponosni, teh 7, pa še kateri drugi. Vsi imamo veliko odločitev za seboj, verjamem v življenju, na katere morda nismo danes najbolj ponosni, ko smo bolj zreli, ko smo bolj odrasli, ko bolj razumemo življenje v danem trenutku, pa jaz verjamem, da se nam je to zdela najboljša rešitev.
kako bi nas lahko ravno ti dogodki kot osebo izboljšali. Se pravi, če v mladosti se vam ni zdaj to nič kaj takega, da ste se doma mami zlagali, da vas trebuh boli, ker se vam ni dal telovaditi, verjetno v življenju, a veste, ni to čisto najboljši, bom rekla, pristop, da se vedno nekaj lažemo in nekaj izgovarjamo in skrivamo in tako naprej. Se pravi, kako bi nas ti dogodki, ki mogoče niso bili najboljši, morda se vam to zdi tako zelo neprimeren ali pa mogoče nedolžen primer, kako nas lahko izboljšajo. Se pravi, če pogledate pa nazaj v svoje otroštvo, kolikokrat pa morda ste igrali žrtev, pa danes tega ne počnete več. Četrti korak se bo ubadal z zanikanjem. Dovolj je bilo zanikanja. In uganili ste česa? Sebe. Dovolj je bilo zanikanja katerega koli dela sebe. Lepega, grdega, belega, rumenega, zelenega, črnega. Celotna paleta življenja ste. Celotna paleta življenja smo vsi, vsaka oseba. Vsaka oseba v sebi nosi svetlobo in temo, prihodnost in preteklost. Smo pa v danem trenutku tukaj in sedaj in tukaj in sedaj je prav, da smo čuječi, da smo maksimalno posvečeni sebi, da sebe sprejemamo, kar pomeni, da sebe ničesar v sebi več ne zanikamo. Se pravi, afirmacija, ki nam bo pri tem pomagala, gre takole. Vse, kar potrebujem, prihaja k meni. Prav nobene potrebe po zanikanju ni. Danes je nov dan. Kakšen jaz bom danes? Če smo pričeli prvi korak z dobro jutro, je potem četrti korak tisti, ki naj zemlji našo energijo. Kakšen jaz, kakšna oseba, kakšna Lili bom danes, kakšen dan se mi obeta, katere naloge me čakajo, katere odločitve me čakajo in kakšna oseba želim biti. To, da sebe zanikamo, da karkoli v sebi zanikamo, a veste, ne vodi prav nikamor, kjer bi bilo pozitivno, konstruktivno. Predvsem, kadar govorimo o begu, kadar govorimo o tem, da se nagibamo k temu, da odnehamo, nagibamo k temu, da kar odzvremo drugam, ko nam nekaj ni prav, tudi to je zanikanje neprijetnih občutkov. In saj veste, kaj pravijo, strah ne moramo premagati, dokler se z njim ne soočimo. In ko smo majhni, se lahko bojimo baobaba pod posteljo, se lahko bojimo vesoljcev v omari. In a mislite, da smo kaj drugačni, ko smo odrasli? A mislite, da pri 45, pri 85, neke stvari, katerih se ne bojimo, niso enako, nočem reči absurdne, ampak enako malo verjetne, kot so vesoljci v omari. Velikokrat se naši strahovi ne uresničijo. Če pa se uresničijo, je pa čisto vseeno, a vas je bilo prej strah ali pa ne. Je čisto vseeno, če ste vi pred vesoljci bežali v prvi bunker, če so vas vse najdali? A ne bi bilo bolje, da v tem trenutku resnično živite in ne gledate samo, za katerim kavčom, grmovjem vas čakajo vesoljci? Torej, delo na sebi za ta korak je sledeče. Naštejte, prosim, 3 stvari, ki vas zelo nervirajo, ki vas zelo motijo, ki vas spravijo ob živce, ki vas spravijo na 360 obratov. In za te 3 stvari me zanima, zakaj. Kaj je tisto, kar sproži negativno reakcijo? Kaj je tisto, kar sproži neko mogoče jezo, mogoče bes, mogoče, ne vem, karkoli že, pač živčni ste. Vsi včasih rečemo, ne, živčno me to dela, živčnega me to dela, tole me nervira, tole me iritira. Zakaj? In se veste, kaj pravijo. To, kar nas moti pri drugih, običajno najdemo pri sebi, ampak na drugačen način. Včasih to ni res. Vseeno se bomo potrudili to, kar nas iritira, to, kar nas spravlja ob živce, poiskati pri sebi mogoče v drugačnih situacijah, v drugih odnosih, v drugačni obliki. Denimo, da vam gre nekdo v pol na živce, ker je počasen, po vsej verjetnosti boste našli situacijo, v katerih ste vi počasni, pa vam gre to na živce, ker se neke stvari ne odvijajo tako hitro, kot bi si vi želeli. Seveda pa, jaz se fundamentalno ne strinjam s tem, da pritegnemo samo to, kar smo, kajti v tem primeru mislim, da bi se serijski morilci med sabo tekom prvega vikenda adijo, včasih pritegnemo nasprotje. Tako da včasih, če smo iskreni, nas nervira tudi naše nasprotje, obratni jaz, če to obstaja, če sem jaz, moj obratni jaz, ampak vseeno,
bodimo zelo, zelo natančni in zagnani v temo, da bi točno to, kar nas servira, našli v sebi, kajti tu leži rešitev. Če boste vi dešifrirali, kje ste vi počasni, pa se stvari ne premikajo tako hitro, kot bi si vi želeli, in boste tam to sanirali, vam garantiram, da vam oseba, ki je počasna v vaši bližini, več ne bo šla toliko na živce. Tako da v vsakem primeru, it's a win-win situation. Kar pa je tudi zelo pomembno, pa je to, da najdemo nekaj koristnega in pozitivnega v tem, kar nam lahko požre vse živce v momentu. Se pravi, če kar ostanemo pri tej počasnosti, kaj je pozitivno, kaj je dobro, kaj je tisto, kar je lahko koristno v tem, da smo počasni. Kaj je tisto, kar pa pravzaprav je prednost tega, kar nas živcira. Morda pa, če ostanemo pri tem primeru, se ne znate ustaviti, morda se ne znate spočiti, morda vas pravzaprav nervira to, da se vam nekam zmudi. Niso pa tako počasni, kad ima vas cajt na tem svetu. Torej, raziščite, dešifrirajte, analizirajte, morda je slišati malo krajši tale korak, ampak dela pa verjamem, da nam je vseeno dal kar veliko. Se pravi, ko uravnovesimo potem ti dve energiji, ko prepoznamo, da neke stvari se premikajo počasi, nekatere hitro, ko pridemo v ta balans, se šele lahko zdravljenje začne. Zato je zelo pomembno, da se poglobimo tako v možnost, da nas nekaj nervira zato, ker je v nas, oziroma tudi zato, ker je nasprotje nas, in s tem zbalansiramo ti dve energiji, in s tem sprožimo zdravljenje, in s tem boste opazili, da čez nekaj časa ne boste več tako znervirani, če se bo to zgodilo. Tole je bil naš 4. korak. Če je bil torej naš 4. korak to, da ne bežimo več, ne negiramo se več, potem bo 5. korak seveda zelo povezan z energijo števila 5. Reklo se mu bo, popravljam smer, razpiram krila, sprejemam drugačnost. Torej, število 5 povezujemo z svobodo, s tem, da smo drugačni in predvsem, da se stvari lotevamo drugače. Se pravi, kako lahko vi v tem trenutku spremenite svojo smer, malo naglihate v kompas, svoje vzorce, svoje odzive, svoje besede, svoje dejanja na način, da boste razprli krila, živeli bolj napolno, se pravi, ne bo nekih težkih občutkov krivde v vsakem trenutku z vami, ne boste se več morda upirali vsaki stvari posebej, zato bomo to pričeli sledečo afirmacijo. Vse, kar potrebujem, že imam. A ni huda afirmacija? Vse, kar potrebujem, že imam. Karkoli se še rabim naučiti, se bom. Zakaj kar malo pozabimo, da je življenje učenje? Zakaj se nudi, da gremo v vrtec, se naučimo jesti, se naučimo hoditi, se naučimo čevlje zavezati, gremo v malo šolo, gremo v 1. razred, se naučimo pisati, pa poštevanko, pa logaritme, pa wow, pa srednja šola, pa potem na faks, pa potem nekateri gre še na magisterij, pa še na doktorat. Life se ne konča s tisto zadnjo neko diplomo, magisterijem, doktoratom, zadnjim nekim papirjem. Life ni samo akademsko učenje, učimo se vsak dan. Se pravi, karkoli se še rabite naučiti, da bi bili uspešni, da bi bili kdor ste vi, da bi dosegli česar si želite, se lahko. Moja prva delavnica numerologije v Mariboru, leta nazaj, je bila top. Najmlajši udeleženček je bil star 4 mesece. Ne vem, če bi tam po svobodni volji, ampak bil je. Najstarejše dame so bile pa stare 97 let. S ful nekimi knjigami so prišli, polne lajfa so prišle, polne zanimanja so prišle. Spravi, do zadnjega diha se lahko učimo in do zadnjega diha je prav, da življenje živimo. Se pravi, vse, kar potrebujem, že imam. Karkoli se moram še naučiti, se bom. Svojo prihodnost ustvarjam zdaj. To je bistvo 5. koraka. Spravi, kako boste razširili svoja krila, kako boste spremenili svoj kompas, da boste prišli tja, kamor si želite. Mogoče res ne bo šlo čez noč, no? Ampak bo. Je pa zelo pomembno razlikovati med begom in med spremembo. Med tem, da bežimo pred nečim, kar nam ni prav, in med tem, da mogoče odnehamo prehitro in pa pred dejanskim korakom naprej. Zdaj pa ljudje smo si različni. Tisti, ki imate zelo močno prisotno, denimo 4 v svojih osebnih izračunih, v svojih osebnih številih, pomeni, da včasih resnično malo predolgo vztrajate v določenih situacijah, v določenih navadah, v določenih projektih, dokler rečete, ok, zdaj pa res vem, da
tole več ne vodi nikamor. Tisti, ki imate močno 5, ki imate močno 1, mogoče tudi 8, pa vedno tako zelo gledate v prihodnost, da včasih malo spalite sedanjost. Se pravi, tukaj je zelo pomembno, da sebe poznate, da sebe opazujete, prepoznavate in točno temu je namenjen 5. korak. Ali je za tem pravzaprav potreba po rasti ali zgolj potreba po spremembi, je vprašanje 5. koraka. In vas prosim, da se vprašajte za vse tiste stvari, kjer imate občutek, da ste se zataknili, ali potrebujete napredek in razvoj, ali potrebujete zgolj spremembo. Se pravi, če se denimo učite tujega jezika, pa vam nikakor ne gre, ali mogoče bi izbrali kak tuj drug jezik, ali mogoče bi izbrali drugačnega učitelja in drugačen pristop. In za vse v življenju včasih tako. Enostavno potrebujemo drugačen pristop, drugačnega učitelja. Torej, kako točno boste to dosegli, si zapišite. Za vse tiste stvari, kjer imate občutek, to pa res več nikamor ne gre. Se vprašajte, ali gre za neki izgovor, zato ker ni šlo hitro, zato ker ni še dovolj dobro, zato ker ni bilo dovolj enostavno, zato ker vas niso dovolj pohvalili, ali zato ker dejansko potrebujete drugačno pot. In potem si zapišite vsaj 3 primere za vsako tako situacijo, kaj bi ta drugačna pot lahko bila, kdo bi vam lahko pomagal, kako bi vam lahko pomagal in potem seveda naj ostane pri temu. Poiščite pomoč, nasvet, usmeritev. A veste, kaj slabo vidimo, nam je logično, da gremo k optiku. Nič ni slabega v tem, če v določeni situaciji v življenju gremo morda tudi k psihologu, psihiatru, k zdravniku, k nekomu, ki je terapevt, k nekomu, ki je morda terapevt za odnose. To ni poraz. To ni poraz. To je pogum. Pogum je priznati, da nekje potrebujemo pomoč, spremembo, nasvet. To je prava moč. Torej, dragi moji, naj bo tale 5. korak namenjen temu, da presežemo svoje meje, svoje omejitve in najdemo tisto pot med neštetimi, ki nas bo pripeljala pravzaprav nazaj na tisto glavno avtocesto, ki rečemo naše življenje. In prenehajmo morda pa begati po teh kozjih stezicah, samo zato, da nam se ni treba ukvarjati sami s seboj. Se veste, kaj pravijo? Včasih svojo usodo srečamo na tisti poti, ki jo uberemo, zato, da bi se svoji usodi izognili. Šesti korak pravi: zaupam v sebe. Afirmacija, ki jo bomo dodali 6. koraku, je: vse, kar si želim postati, lahko postanem. Vse, kar si želim biti, lahko postanem. Karkoli se moram še naučiti, se bom. V vsakem trenutku jaz odločam, kdo sem. Vse, kar si želim biti, lahko postanem. Vse, česar se rabim še naučiti, se bom. V vsakem trenutku jaz odločam, kdo sem. To je pravzaprav bistvo zaupanja v sebe. Ne to, da mi rečemo, jaz vse znam, v tem trenutku jaz to zmorem. Kaj pa še? Tudi tega človeka, ki bi v vsakem trenutku vse zmogel, tudi če zgodovina človeštva ni videla. Verjemite mi, da ne. Bistvo je, da prebudimo zaupanje, da bomo zmogli, da če tudi smo mogoče zdaj popolnoma na tleh, je vse črno, ne vidimo možnosti, ne vidimo izhoda, ne vidimo tiste lučke na koncu tunela. Zaupajmo, da bomo zmogli. Ne glede, kako težaven, dolg, temen je ta tunel. Nekdo, ki spremlja tole oddajo, pa je trenutno zelo uspešen v življenju in samo mogoče potrebuje še nekaj dodatnih nasvetov ali iz čiste radovednosti, se bo seveda ob teh besedah drugače počutil kot nekdo, ki pa je mogoče res zadel dno, ki ima resnično morda občutek, da se ničemur več ne gre veseliti, ki mogoče morda res več ne vidi dobrega v tem svetu, dobrega v svojem življenju, kaj šele dobrega v sebi. Zaupanje v sebe ne pomeni, da ste vi top shit v vsakem trenutku, ne pomeni, da ste vi celjaki, cel car, ki vse veste, vi to vse razturali ali prezbili, whichever. Ne. To pomeni, da čeprav se morda počutite totalno sesuti, zaupate, da boste nekoč znova bolje. Včasih je pravzaprav to tisto najbolj pomembno zaupanje, ki ga potrebujemo, ki ga je potrebno negovati. In dajmo se spomniti, da življenje je učenje, ne tekmovanje, čeprav smo bili mnogi tako vzgojeni. Ne rabite tekmovati prav z nikomer, ker v resničnju za prav nikogar ne vemo, kako je. Lahko je nekdo slaven, uspešen, lep, vse kar čte, pa je lahko v svoji duši nesrečen.
Spomnite se Robina Williamsa, vsi smo se mu smejali. Pa človek je stresel šale iz rokava, tako kot jaz stresam kavo po pultu. Pa gledajte, v svoji notranjosti ni bil srečen. Se pravi, namesto da se ukvarjamo s tem, kaj drugi lahko, koliko je drugim fajn, koliko smo mi dajmo zaupati, da ne glede na to, kje in kako smo v tem trenutku, vse, kar želim biti, lahko postanemo. Se pravi, vse, kar želimo biti, lahko postanemo. Vse, česar se rabimo še naučiti, se lahko naučimo. In pravzaprav, da v vsakem trenutku odločamo, kdo smo. Se pravi, tudi če smo se 5 minut nazaj počutili kot največji bedak, se lahko čez 5 minut odločimo, da ok, bil sem bedak, zdaj pa nisem več. Ok, katera področja vas najbolj zanimajo in na katerih področjih najbolj uživate? Dajte mi lepo prosim vsaj 3 primere, na katerih področjih v življenju, kaj je tisto, kar najbolj vas zanima, najbolj vas fascinira in v čemu najbolj uživate. In ko boste te 3 stvari napisali, ozavestili, verjamem, da to bo šlo pa lažje kot kakšno prejšnje vprašanje, mi seveda še povejte, zakaj. In potem me zanima, če ste kdaj opazili, koliko veste o stvarih, ki vas zanimajo. Se pravi, koliko znanja, informacij imate o stvarih, ki vas zanimajo. A bi lahko mogoče rekli, da se izpopolnjujete, da berete članke v časopisih, na internetu, v knjigah in tako naprej, izmenjujete podatke s svojimi prijatelji, prijateljicami in ste nek tak mini strokovnjak. Kaj vi doživljate kot učenje in kaj doživljate kot znanje in kaj doživljate kot modrost? Ko zaupamo vase, se dvignemo iz tistega pifljanja, jaz temu rečem deklariranja, ko smo se v osnovni šoli, v srednji šoli učili na pamet stvari, namesto da bi se učili razmišljati. Eno je proces učenja, raziskovanja, ki traja celotno življenje, drugo je znanje, ki ga imamo, se pravi podatki, ki so ostali v naši glavi, tretje je naša modrost in potem tudi neko logično sklepanje in predvidevanje. In vse to paše v zaupanje vase. In vsi razumemo, da eni ful razturajo matematiko, drugi mogoče tuje jezike, tretji pa telovadbo. Pravi, zaupajte v sebe, da ne glede na to, kako zelo dobro razturate, vseeno boste vsem izzivom kos. Enim mogoče za 5, enim mogoče tudi za cvek, pa boste pač poskušali večkrat. Tako, ko imamo tudi v osnovni šoli, tudi v srednji šoli popravca, tudi v življenju velikokrat imamo popravca, kar pravzaprav pomeni ponovno možnost. Se pravi, tudi če ste nekaj zelo zafrknili, zaupajte vase, da boste slej ko prej v življenju imeli mogoče ponovno priložnost. Mogoče bodo ljudje drugi, mogoče bo služba druga, mogoče bo avto drugi. Priložnost bo vsekakor tam. 7. korak bo nekoliko filozofiral. Če pričnemo s prejšnjo afirmacijo, v vsakem trenutku jaz odločam, kdo sem. Kakšen jaz sem in kakšen jaz želim biti. Ok, to bo 7. korak, se pravi, izbira je moja. Vedno imamo izbiro, vedno. Vedno imamo izbiro odreagirati konstruktivno ali destruktivno, pozitivno ali negativno. Vedno imamo izbiro, pa če imamo še tako močan občutek, da imamo roke zvezane. Se pravi, kdo smo, kakšni smo, kdaj odreagiramo, kako se lotevamo izzivov in vse to je naša izbira. Se pravi, če gledamo korake nazaj, ne biti več sužen otroštva, razočaran, občutkov krivde, stvari, ki ste jih naredili narobe. Bodite nekdo, ki se bo odločil, naslednjič bom naredil bolje. V tem trenutku se odločam biti drugačna oseba. Se pravi, v vsakem trenutku jaz odločam, kdo sem. Se pravi, kakšen jaz sem v tem trenutku in kakšen jaz želim biti. Se pravi, delo na sebi bi bilo, če bi bilo vse možno, če bi vam zdaj dala v roke magično palčko, kakšno bi bilo vaše življenje, če bi ga lahko downloadali, če bi vam nekdo dal link do torrentov in bi sam kliknili download, prenesi, klik install, kakšno bi bilo vaše življenje. Kaj bi bilo tisto, kar bi bilo drugačno? Kaj bi bilo tisto, kar bi bilo enako? In seveda, zakaj? Zdaj vam gre pa moja že malo na živce, ta moj zakaj nada. Zakaj bi bilo to drugače, tisto enako? Bodite čim bolj natančni, vzemite si veliko časa za to vajo. Ponavljam, jaz mislim, da odgovori 1. dneva in odgovori 3. dneva bodo različni. In morda še eno boljše vprašanje. Kakšen človek bi vi bili,
če bi imeli občutek, da imate vse možnosti. Če ne bi bil problem denar, če ne bi bil problem strah pred zavrnitvijo, strah pred uspehom, strah na splošno, če ne bi bil problem občutki krivde, marsikdo ima občutek krivde, ko nekaj sprejme. Marsikdo se počuti nelagodno, ko se mu zgodi nekaj lepega, marsikdo ne zna poprositi, kaj šele sprejeti pomoč. Se pravi, kakšen človek bi bili, če bi vse to štimali? Ja, mogoče pa nas določene situacije omejujejo ravno zato, da znotraj teh možnosti, zmožnosti, teh okvirjev, pravzaprav iz sebe ven izluščimo najboljše, kar smo. Morda pa na življenje resnično pritiska k tlom, zato da se dvignemo in stojimo bolj vzravnano. In če vse to, kar ste prej odgovorili, da bi spremenili in kako bi bilo drugače, pogledate z te perspektive, da morda so vam bile neke stvari težje dosegljive, zato da danes suvereno rečete, to je moj dosežek. Tega sem se naučil. Tukaj sem se pa res, da ne rečem kakšne grde besede, švical. Ampak sem dosegel, a ne, da je to čisto drugo, kot če nam gre nekaj z levo roko. Se pravi, izbira je vaša. Kdo ste v vsakem trenutku, izbirate vi. Naj bo ta izbira vedno pozitivna, konstruktivna in vztrajajte tam v tistih priložnostih, tistih odnosih, tistih stvarih, ki so za vas pomembne in spuščajte tisto, kar vas duši. Osmi korak se imenuje Sem tukaj in zdaj v radosti. Se pravi, če smo toliko govorili o preteklosti, spuščanju preteklosti, kako pomembno je biti čuječi v danem trenutku, bomo pričeli z afirmacijo: hvaležnost in radost mi pomagata biti, kdor sem. Hvaležnost in radost mi pomagata biti, kdor sem. Se pravi, kdaj ste se nazadnje veselili nečesa? Kdaj niste mogli zaspati, toliko ste bili veseli? Kdaj ste nazadnje skakali po lužah? Kdaj ste bili nazadnje 3 leta stari razigran otrok, ko ste skakali od veselja? Kaj je bilo tisto, kar vas je tako zelo srečilo? Včasih morda pozabimo na pomembnost radosti, na pomembnost tega, da uživamo tudi v svojih dosežkih. Vsi poznamo ljudi, ki so dosegli to, pa uno, pa tretje in se tudi toliko nastavijo, da bi si rekli: stari moj, to je bilo pa ful dobro, stara moja, to je bilo pa the best. Ampak norijo naprej. Torej, hvaležnost in radost mi pomagata biti, kdor sem. Postajam vse, kar si želim biti. Se pravi, v tem trenutku v radosti. Se pravi, ne glede na razočaranje, na izgube, na slabe izkušnje, vedno lahko najdemo nek razlog, da smo lahko hvaležni. V Sloveniji imamo pitno vodo. Morda se nam to zdaj zdi absurdno. Čez 20 let lahko gremo ta trenutek staviti. Nam ne bo več. Nimamo vojne. Marsičesa tukaj ni. Pa da vas ne spravim voljo. Za marsikaj smo lahko hvaležni, če tudi morda življenje v tem trenutku izgleda zelo črno. In verjamem, da smo včasih v trenutkih obupa v taki koži, kar nam je čisto vseeno, imamo pitno vodo, a je vojna ali ni vojna in tako naprej. Ampak vseeno, recimo, da nismo tam, da je pomembno, da tudi na en povprečen dan, ko zunaj pada dež, ko je ponedeljek, ko je vse sivo, ko smo iz 36 stopinj padli na 20, najdemo to radost tudi v teh dežnih kapljicah, tudi v nekem sivem dnevu, tudi v nekih situacijah, ki mogoče morda niti niso, bom rekla, stresne, ampak so nam mogoče malo Ok? Delo na sebi. Odločite se, da je vse možno, ker veste kaj? Mogoče ne čisto točno v taki obliki, v takih barvah, takih odtenkih, kot ste si vi zamislili, ampak je. Če si želite sreče v ljubezni, morda ta partner, s komer ste, ni prava izbira, kar ne pomeni, da sreče v ljubezni ne morete imeti. In tako naprej, in tako naprej. Se pravi, da bi lahko imeli to, česar si želite, kaj morate vi pri sebi spremeniti. Ne boste spremenili partnerja, lahko pa zamenjate partnerja. Razumete razliko? Partnerja ne boste spremenili, da bo takšen, kot bi vam pasalo. Lahko pa ga spremenite tako, da izberete drugega partnerja, kar pomeni, da sicer bo treba prvo zvezo končati, kar sicer sigurno ni lahka odločitev, ne gre čez noč,
Ampak zagotavljam vam, da imate mnogo manj možnosti spoznati pravega partnerja, če boste ostali v napačni zvezi, kot če ste samski. Sem tistim, ki morda se bojite tega, da bi ostali sami. Ok, se pravi, kaj boste spremenili in zakaj? Zelo pomembno je, da imamo ta zakaj pri vseh teh spremembah, katerih se bojimo, pred seboj. Da točno vemo, zakaj zdaj končujemo to zvezo. Da točno vemo, kaj je tisto, kar je endgame. Se pravi, v tem trenutku, če grem z nekom narazen, se lahko mogoče bojim, da bom sama ostala, se mogoče lahko bojim, da mi bo ta oseba nagajala, se lahko mogoče bojim, kaj bodo drugi rekli in tako naprej in tako naprej in tako naprej. Ziljon stvari se lahko bojimo. Ampak če je moja odločitev, da končam to zvezo zato, ker v njej nisem srečna, želim pa si biti srečna v ljubezni, se moram koncentrirati na srečo v ljubezni, ne na to, kar je vse tlele narobe zadnji. To je približno tako, kot če bi vsak dan rekel, a veste kaj, jaz pa nisem znala sama jesti, pa nisem se znala čevljev zavezati, pa imela sem plenito nariti, ko sem bila majhna. To so stvari, ki so stale v preteklosti. Torej, ko se nekaj odločite, da tega ne želite več, poglejte besedo odločitev, ločite se od. Torej, nehajmo tiste stvari, ki ne delujejo, ujčkati in s hvaležnostjo in radostjo ustvarjajmo tisto, kar bo funkcioniralo. Se pravi, ne glede na omejitve, takšne in drugačne, poiščite neko pot, ki bo radostna, ustvarjalna do tja, do tiste osebe, ki jo vi želite biti. Hvaležnost in radost mi pomagata biti, kdor sem. Postajam vse, kar si želim biti. 9. korak se imenuje Moj prijatelj Ego Trip. Vsi veste, da jaz rada imenujem naš ego ljubkovalno zmajček, telovajček, naš ego tripček. Vsi ga imamo, noben se ni rodil brez. In ego ni vedno slab, tudi jeza ni vedno slaba. Velikokrat nam pravzaprav ta jeza pove, da so bile naše meje kršene in neko opozorilo. Predvsem pa se je pomembno zavedati, da ego usmerjamo mi. In ne obratno, ne more biti ego, ne more biti ta zmajček, telovajček naš gospodar. Kako ukrotimo svojega zmajčka, koledarčka, tudi tega, zmajčka, telovajčka, sem avgusta 2024 posnela izvrstno oddajo, poiščite jo na mojem YouTube kanalu pod zavihkom Osebna rast, pa si pogledajte, kako svoj ego malo umiriti, malo ukrotiti, mi pa bomo delali na sebi takole. Poglejte svoje večje življenjske odločitve, kar vzemite si čas. Res vas prosim, da si vzemite čas, število 9 povezujemo s preteklostjo, s preteklimi stvarmi, ki jih nekako vlečemo naprej v sedanjost, pa morda ni potrebe. Vaše večje življenjske odločitve. Kaj vas je pri teh odločitvah vodilo? Ali je bila to neka najboljša izbira za prihodnost, ali je bil to razum, ali je bil to srce, ali je bil to pritisk okolice, pričakovanja okolice, je bilo to tako, ker se je pač tako zdelo prav. Znova ne želim preveč odgovorov vam dajati, želim si, da so odgovori vaši. Kaj je tisto, kar vas je vodilo? Za vse večje življenjske odločitve, prosim, to napišite in seveda, kam pa bi prišli, če kdaj ne bi rekli zraven še zakaj. No, in ko boste vse to napisali, upam, da ste vmes res ustavili, da in se temu posvetili, samo podoba izvira iz našega srca. Samozavest se čuti v naših besedah, v naši energiji. Naš pravzaprav zgolj projecira naše misli, naše mnenje o sebi. In kaj če bi vam rekla? Premislite si, če sebe 24 ur na dan, ne vem koliko let samo kritizirate, kaj mislite, boste pokončni ali boste... Namerno, zavestno se dajmo pohvaliti za vse tisto, kar smo se potrudili, pa nam je uspelo. Namerno in zavestno pa dajmo sami sebi povedati, kdaj mogoče nismo ravnali najbolje. Brez tega, kot smo prej rekli, da bi se valjali v krivdi, ampak zato, da spremenimo svoj life, svoje dejanja, predvsem pa svoje mnenje o sebi. Samo vi veste, ali sebe poveličujete in so vsega drugi krivi, ali ste v vlogi žrtve, ali imate mogoče občutek več vrednosti, bolj sposobnosti in tako naprej, ali ste vedno nekje tam zadaj, pa si ne upate povedati svojega mnenja, če se ne strinjate, pa si ne upate poseči po nečem, kar sicer morda mislite, da ni prav. Pa zdaj ne govorimo o nekem varanju, ne govorimo o tem, da bi nekoga okrog prinesli. Govorimo o tem, da ste, ne vem, na kosilu in ker so vsi vzeli pomfri, boste vzeli še vi pomfri.
končni fazi okolica nas lahko hvali ali graja, naše življenje in naše življenje, naši občutki so naši občutki, naš ego je naš ego. In neka pohvala ali priznanje druge osebe ne more determinirati naše osebne sreče, izpolnjenosti, kaj šele duhovne izpolnjenosti naše duše. Absolutno ne. To lahko storite samo vi. In tukaj je največji problem ega, ker nas želi prepričati, da mi smo pa dovolj dobri, šele ko imamo dovolj izobrazbe, ko smo dovolj suhi, ko smo dovolj to, ko smo dovolj uno, ko smo dovolj tretje. Se pravi, moj prijatelj Ego Trip naj mi pomaga na moji poti postaviti mejo tistim ljudem, ki želijo meni škodovati. Naj mi pomaga prepoznati, kdaj mogoče jaz delujem iz nižjih vibracij, iz strahu, mogoče iz jeze neke, bom rekla, zaberljivosti, ki ni potrebna. To dela moj prijatelj Ego Trip. Moj notranji zmajček, tolovajček pa mi govori, da je svet nevaren. Vidite razliko? Se pravi, tuje mnenje vas ne določa, le vaš notranji občutek. Se pravi, delajte na tem, da boste svoj notranji občutek tega notranjega zmajčka, tolovajčka, ki je včasih pravzaprav preplašen 3 leta star otrok, pomirili. Se pravi, notranjo moč vzamemo nazaj v svoje roke tako, da gremo iz uma v srce. In to je bil naš 9. korak. Čisto malo. No, 10. korak ne bo dolg, 10. koraku se reče sem, kdor sem, tudi pred drugimi. Dali bomo na sledeče afirmacije. Sprejemam, da me imajo drugi radi. Kako se počutite v teh besedah? Sprejemam, da me imajo drugi radi. Imate milijon primerov, kdo vas ne mara, je to nevarno, je to nemogoče, je to absurd, je to kar nekaj. Sprejemam, da se mi všeč takšen, takšna, kot sem. Vsi tisti, ki se zdaj nazaj smejite, ker imate zelo malo takih ljudi v svojem življenju, žal mi je in vam iskreno želim, da boste našli več oseb, ki jim boste fenomenalni takšni, kot ste, kjer verjamem, da obstajajo. Torej, dragi moji, bodimo, kar smo. Velika razlika je med tem, da bi se mi želeli postavljati, šopiriti pred drugimi, kot to, da smo, kdor smo. A veste, če vi niste, kdor ste, če vi niste tale školjkica, tale biser v školjkici, kako ne vas drugi biseri najdejo? Če vi, sicer veste, da ste biser, ampak se zato, ker je vaša okolica večinoma, ne vem, korala, pretvarjate, da ste korala, imate okrog sebe korale, kako za vraga naj vas potem biseri najdejo? Se pravi, ko ste, kdor ste, ko ste resnično, kdor ste, vas bodo tudi vam podobni lažje našli. Torej, moje vprašanje vam je, delo na sebi tega koraka je, katere dele sebe ne izpostavljate. Na začetku smo se spraševali, kaj bi skrili, česa nas je strah. To je zdaj nekaj drugega. Katere dele sebe ne izpostavljate? Napišite jih čim več. Dajte si res veliko časa. Verjamem, da bo spisek 3. dan mnogo daljši kot 1. Ne gre brez vprašanja, zakaj? A veste, tanka meja je med egom in zdravo samopodobo. Med tem, da nekdo reče, toliko in toliko sem vreden, sem, kdor sem, tole res znam, kot ego, ki je cel, saj veste, jaz imam take mišice, tako mi pridi skozi vrata ven. Prav je, da ste ponosni na sebe. Nekaj popolnoma drugega pa je, kadar svoje vrline dojemamo kot samoumevne in jih začenjamo dajati v nič. Jaz tukaj vidim mnogo večji problem, kot v tem, da mogoče vase preveč zaupamo. Se pravi, kako točno lahko vi svoje vrline, močne plati, talente, ponudite nekomu v pomoč, če jih skrivate, če jih date pod mizo? Ste, kdor ste z namenom in ste, kdor ste namenjeni tistim osebam, ki potrebujejo točno to, kar ste. Se pravi, če ne živite sebe, niste prikrajšani le vi, ampak tudi te osebe. Se pravi, izrazite svoj potencial svetu. A vas je sram? Česa? Kaj pa vem? Debelih stegenj. Veste, koliko ljudi na tem svetu je navdušenih nad debelimi stegni? In tako naprej, in tako naprej. Vsake oči ima svojega malarja, ni iz trte izvito. Se pravi, na koncu ponovimo še enkrat. Sprejemam, da me imajo drugi radi. Sprejemam, da se mi všeč takšen, takšna, kot sem.
No, tudi 11. korak ne bo več tako zelo hudo, kot je bilo na začetku. Reče pa se mu sprejemam drugačnost. Afirmacija, ki jo bomo dodali, je: z ljubeznijo sprejemam sebe in drugačne od sebe. Ne glede na to, kaj ta drugačnost je. Mogoče nekdo ima rad, ne vem, šunko na pici, nekdo ne. Mogoče nekdo je meso, nekdo ne. Mogoče se je nekdo cepil, nekdo ne. Ja, upala sem si to reči. Običajno je lažje sprejeti druge kot sebe. Običajno lažje neke stvari, ki se jih obsoja, ki so morda manj dobrodošle, lažje sprejmemo pri osebah, ki jih imamo radi, kot pri sebi. Torej, zelo pomembno je, da to drugačnost, to, kar nas moti, sprejemamo tako pri sebi, kot pri drugih. Mogoče nas pri drugih manj moti, če so oni počasni, pa nas zelo nervira, če smo mi nespretni. Se pravi, delo na sebi se nekako glasi takole. Kaj vas pri drugih moti? Kaj je tisto, kar je najbolj moteče, kar najhitreje opazite pri drugih? In kakšno sporočilo vam te lastnosti prinašajo? Kakšno sporočilo vam prinaša ta počasnost? Morda pa se rabite spočiti, pa vam gre za to nekaj na živce. Morda rabite neke stvari bolj počasi delati, da boste opazili neko podrobnost, ki jo sicer ne bi. Veliko razlogov je lahko za to počasnost, oziroma za to, da nam gre ta počasnost, če ostanemo pri tem primeru, ki smo ga imeli tudi že pri prejšnjih korakih, na živce. Vsaka lastnost, ki nas zmoti, pa ni nujno ogledalo. Tudi to smo že povedali. Se pravi, ko sprejemamo drugačnost, se mi zdi zelo pomembno povedati tudi to, da to ne pomeni, da jo odobravamo. Recimo, da ste vegani, da ste proti temu, kar se počne z živalmi, da se vam to zdi popolnoma nesprejemljivo. To, da nekdo drug je meso, ne pomeni, da zdaj vi rečete: ok, te sprejemam, in to zdaj pomeni, da mi je vseeno. To samo pomeni, da ga sprejemate, ne pa da to odobravate. Ok, vidite razliko? No, in še enkrat, seveda, bomo ponovili vajo, katero drugačnost morda pa pri sebi ne opazite. Morda ste pa mnogo hitrejši, ali pa mnogo bolj počasni, ali pa mnogo karkoli že. Se pravi, ko sprejemamo tujo drugačnost, je velika verjetnost, da bomo te stvari, to sporočilo, ki nam to, da nas nekaj živcira, da nas nekaj moti, da nas je česa morda strah, da smo morda previdni pri neki drugačnosti, to nam bo potem lažje razumeti, lažje nam bo izluščiti to sporočilo. In pred nami je samo še 12. korak. V 12. koraku se reče: sprejemam, sem in sijem. Včasih je to lažje reči, kot narediti, ne? Afirmacija, ki gre zraven 12. koraka, je: v vsakem trenutku izbiram energijo brezpogojne ljubezni. V vsakem trenutku izbiram energijo brezpogojne ljubezni. Se pravi, spreminjanje brez presoje je seveda najtežji korak. Neka brezpogojna ljubezen je včasih za mnoge nedosegljiv koncept. Včasih pač smo le človek, imamo svoje predsodke, imamo svoj strah, imamo svoje, bomo rekla, tudi slabe izkušnje, takšne in drugačne. Ne glede na to, postavite sebe v energijo luči. Se pravi, delo na sebi za 12. in zadnji korak je: postavite sebe vedno znova v steber luči, v steber ljubezni, vedno znova sebe nekako sprejmite nazaj, postavite, gradite v energiji sprejemanja, luči, ponavljajte si za najvišje božansko dobro vseh vpletenih, takrat, kadar vas je najbolj strah. Bodite luč po svojih najboljših zmožnostih. Včasih smo totalna neonka, pa ful sijemo, včasih smo tak majhen plamenček, včasih smo pa tudi malo temni. Ampak gradite korake ven iz teme. Se pravi, sprejemam, sem in sijem. Bodite predvsem danes in cele 3 dni posebno pozorni na sporočila, ki se vam bodo utrnila, misli, ki vas bodo prešinile. Mogoče kakšna pesem na radiju, misel v filmu, stavek, ki ga boste slišali morda v trgovini, na ulici, pesem, karkoli že, ki bo odzvanjala mogoče z mimoidočega avtomobila in tako naprej. Se pravi, vonji, zvoki, prizori, besede. Na kaj vas bodo spomnile, kaj vam sporočajo. Vse ima svoj namen v življenju, dragi moji, tudi vi. In ko sprejmemo sebe, lahko ta namen živimo. Dokler ne, ga ne moremo.
In tudi svoje poslanstvo potem ne moremo živeti svojega namena, v resnici ne živimo sebe. Zato je tudi ta zadnji korak, 12 korakov nazaj k sebi pomemben. Sprejemam, sem, sijem. In mogoče lahko zraven še dodamo in pri temu uživam.